Ja, mislim, jaz sem imel tako dva zelo brutalna strahova, no, s katerim sem se zelo dolgo časa soočal. To je strah pred, ne pred iglami, da se nam narobe izrazil, ker pač to delam v svoji službi, ampak pred vbodi igel, se pravi, ko mi jemljejo kri, ko mi nastavljajo kanale. No, še en zraven je bil pa strah pred višino, tako kot si ga ti imel. In sicer meni je bil ta strah zelo bizaren, zaradi tega, ker, veš kaj, jaz sem Gorenjec, ne, to ne vem, če vsi vejo, ampak tam se pravi, če gledaš skozi okno, ko sediš na WC-ju, na stol, recimo, pogled in te veže nekaj na te gore, ne. Kaj hočeš začeti osvajati, se boš z višino slej ko prej srečal. In jaz nisem upal videti čez 5 metrov visok most, recimo. Ne. To je bilo zame nočna mora. In zelo zanimivo je bilo, ko se je ta strah pojavil. Enkrat me je en učitelj telovadbe me je potegnil na plezalni steni, jaz sem bil v športnem razredu in jaz sem na sredi plezalne stene na nekih ponovadi 5 metrih zmrznil in nisem upal ne gor, ne dole, ne. In pač učitelj tak, kakršen je bil, me je na silo potegnil skoraj do vrha stene. Jaz sem bil težek takrat, ne vem, nekih, kaj jaz vem, 40 kil. Junc me je potegnil nazaj in sem zletel do vrha, ne. Takrat je bilo konec, takrat sem doživel pač ultimativen strah. In seveda, pol, ko sem odraščal pa to, ko sem želel pač osvajati gore in postati mogoče tudi gorski reševalec in vse skupaj, je bila to ena velika ovira pri meni, ne. Recimo en moj zdaj tudi inštruktor, ki je na gorski reševalni, Nejc Justin, on me je imel na enih izpitih za športnega plezalca, se spomnim, jaz sem se pri njemu na štantu, ko sem bil še malo mlajši, no, tam nekih 16-17 let, jaz sem se mu zjokal na štantu, ker sem se mogel prevezati, recimo. Toliko močen je bil ta strah. Ampak jaz sem naredil to isto zadevo, pač jaz sem se hotel začeti s strahom soočati, isto kot ta punca, ne, ker jaz sem hotel iti vanga in sam sebe opazovati, kaj se zdaj v meni dogaja, kakšne misli jaz dobivam zraven, zakaj je to in kar je najbolj pomembno, je to realno, ne. In pol sem začel pač plezati, ampak tule je bil pa zdaj spet en ful velik problem, ker mene je plezati peljal moj ta mali bratranec in ko sva šla midva prvič plezati, se je meni strgal štrik. Tako da on je kupil takrat štrik v Army shopu za 15 evrov, še danes ga imam pred očmi, zelen štrik. In jaz sem bil glih na nekih tam, mislim, da jaz spet tam okrog 5 metrov, no, vse se okrog 5 vrti. Ko sem se nagnil nazaj, sem rekel, jaz ne morem več in danes nam pozabil tistega zvoka, ki je naredil in on slow motion efekt, ko letiš nazaj, ne. In sreč sem se pol povalil dol, ni bilo zdaj ravno tla. Ampak s tem, ne, se meni pojavil pol še en dodaten strah, strah pred zaupanjem v opremo. Sprav, ko si visiš na striku, moraš ti zaupati, da te bo ta stvar držala, ne. In pol je bilo to samo še na potenco, ne. No, in kakor sem že rekel, ne, jaz sem se začel isto soočati, pa malo več, pa malo več, pa malo več, pa malo več, pa zmeraj višji, ne, in pol sem gledal dol za nalašč, ne, in sam sebe izzival in gledal pač, kako se jaz pač odzivam na to. In je pol s časom šlo, no, tako da, lej, par let nazaj sva preplezala s soplezalcem Severno Triglavsko steno, tako nekih 800 tisoč metrov lufta pod tabo, pa ni bilo nobenega problema. Tako da, ta drug strah, no, je bil pa ta z iglami, z vbodi, no, ta je bil pa tak, da sem v bistvu jokal še pri svojih, ajde recimo 25 letih, ko je bilo treba mi kri vzeti. Tako, izmikal se, a lahko iz prsta, prosim, a lahko. Najhujše je bilo to, ker sem delal v zdravstvu, ne, ker itak pol so me že vsi poznali, ne, in je bilo tako, daj, pa v zdravstvu delaš, pa kako ne moreš tega narediti, ne, si samo ena majhna pikca, ne, pa žile se ti dobro vidijo. Ja, nočna mora, ne. No, zdaj itak, ko sem se sesul v službi, pač, ko sem se malo stresel z motorjem, pol pride zraven. Zdaj se smejo, ne, ker je pač v oddaji povedal, in on je rekel, malo sem se sesul z motorjem, ne, ti pa je sredi križišča nabil taksi, a on rekel, malo sem se sesul. Dobro, lej, kaj se gledam. Ampak ne, veš kaj je da best je, da tako vidiš, ne, se rekel, malo sem se sesul, lej.